Lepo pozdravljeni, v tem videu vam bom povedal malo več, kako bo izgledala tale naša akademija preživetja v naravi. Namreč odločil sem se, da bom vse svoje znanje praktično posnel. Seveda ne čez noč, bog ne daj, da bi to pričakovali, ker ne gre, absolutno ne. Je pa tega materiala še pa še in bi vam rad predstavil na kratko, kaj vse nas še čaka v prihodnosti, o čem bomo govorili. Jaz imam tle ta malo, bom rekel, brainstorming pripravljen, tako da bom šel čez njega, da vam na kratko povem vsaki stvari pomal, kako naj bi zadeva izgledala. Definitivno bomo začeli pri vodi, ker je ena izmed pomembnih stvari. Kako se išče, kako jo pridobivamo, na kakšne načine, kje so viri te vode, torej kje je najdeti, kakšna obstaja tekoča, stoječa in tako naprej. Kuhanje, prekuhavanje smo že omenjali, filtriranje, shranjevanje tudi nekaj že, ampak bomo to, kot sem rekel, v prihodnjih videih tudi pokrivali. Potem bomo govorili o ognjih, o 3 elementi, ki so pomembni za ogenj, definitivno. Kakšni so načini prižiga in, bom rekel, triki. Kuhanje, pečenje, tudi v kuhinji bomo dosti govorili. Vidim, da je tudi to zadnje čase zelo popularno, torej ta survival food pa priprava hrane v divjini. Tole ste naleteli na ta pravega zaradi tega, ker obožujem kuho, sploh odzunaj, in vsi, ki ste že bili na mojih tečajih, veste, kakšna hrana se je. Pravi, na osnovnem tečaju mi hrano zagotovimo, 5 obrokov na dan, by the way, tako da ne bi kdo na koncu slučajno rekel, da je bil lačen. Gremo naprej. Hrana, to bo super stvar. Primitivna in moderna orodja. Se pravi, kako naredimo kladivo, sulico, palico, sekiro, žago, kako se to uporablja. Primitivna orožja in pa seveda tudi moderna orožja. Kako narediti sulico, lok, take stvari, Potem iz kakšno pračo, lepilo, kako se izdela, vrhunsko za kakšne konice lepiti, v lovsko konico, Lokostrelstvo. To so definitivno vsebine, ki bodo še sledile. Potem so pasti. Tudi zanimiva tema, imate pasti še pa še, torej past dvigovalko, past stopalko, past štirico. O survival kitu sem že pred časom govoril, pa je to bo večna zimzelena tema, ker se pač zadeve spreminjajo pri kakšni novi produkti, ki ga lahko vedno dodate vašemu že obstoječemu kitu. Dogovoril sem se z trgovino Avantura Postojna, da bomo za njih naredili tudi kakšen review kakšnega produkta in seveda tudi vse opremili s pravilnimi linki in tako naprej, da boste prišli do cenejših materialov. Že zdaj pa lahko povem, tako si zapišete, če boste šli na avantura.info, torej na njihovo spletno trgovino, boste našli pod njihovimi kategorijami Airsoft, lokostrelstvo in tako naprej, in čisto na dnu boste našli samooskrba Laris. Ta skupina je pripravljena za naše člane samooskrbni.net, ampak ne vidim, zakaj bi to omejeval samo na njih. Skratka, tam v samooskrbi Laris imate vse produkte noter, kjer lahko dobite 15% popusta na vse tiste artikle, ki so v tisti skupini. Še enkrat ponavljam, 15% popusta na vse, kar je v tisti skupini samooskrbni Laris, na vse produkte, ki so tam in seveda so na zalogi. Vendar, ne kar tako, ko ste na blagajni v tej spletni trgovini, morate torej v kodu za popust napisati sola minus preživetja, da boste dobili ta popust, avtomatsko.
Morate tam še pogledati za poštnino, mislim, da je na 40 evrov ni poštnine, ampak če bi vi nabrali, ne vem, recimo za 42 evrov, pa vam pol ta popust se odšteje teh 15%, bi prišli po 40, a ne, in bi vam potem prodajalec zaračunal po nepotrebnem poštnino. Tako da to boste še malo pozorni, no, koliko je v košarci. Čisto od vas odvisno. Topografija, orientacija, to je spet globoko poglavje. Veliko ljudi vidim, da sploh ne zanima to, ampak ne vem, kaj ne rečem. Ne vem, a se zdaj vsi na te mobitele zanašamo, vsi imam Google Maps in v bistvu ne rabim, ne, še sam se včasih rečem, saj sem, kaj pa, ker nimaš več baterije, ali pa imaš vedno powerbank s sabo, a imaš vedno, me razumete, je treba biti realen, a ne. Okej. Vreme. Poglavje spet zase, čist ločeno, zanemare se kar precej, jaz moram na vreme, sem kar precej tudi odvisen od tega, kako bo program izgledal ali na taboru ali pa na tečaju. Po večini moram reči, imamo kar srečo, večjo kot pamet, jaz rečem, s tem vremenom, ker bi imeli neko pogodbo z onimi gora, ne, nas vedno nekako sreča spremlja, je pa tudi kar večkrat rečem, pogumne sreča spremlja, kar je pregovor pravi. O drevesih, vrst hrane, torej vir hrane, vrste kuriva, v bistvu netiva raznorazna, bivaki iz raznoraznih torej vrst lesa. Divje živali, o sledeh, torej splošno o sesalci, ptice in tako naprej bomo zagotovo še kaj rekli. Orientacija po soncu, luni in tako naprej, se pravi nočna orientacija, s kompasom, brez kompasa. Naravne katastrofe sem si zapisal. Ja, tudi to imamo pokrito, pa tudi če niso naravne, tudi če bo, ne vem, kakšno pomanjkanje nekega plina ali pa karkoli, da se bo nehalo ogrevati, imamo tudi za to že scenarij pripravljen. Tudi ta video bomo še posneli, sicer smo ga že, zdaj stoji tam pri samooskrbnih ostaja, ampak bomo tudi za vas ostale to pripravili. Seveda, ko bo čas za vse to. A veste, koliko je enih stvari, na katere moraš biti pozoren, oziroma bi jih rad dal od sebe, jaz osebno. Higiena, urban survival, street samoobramba, ruska. Kakšne so nevarnosti doma, načrt pobega in rešitve, razne okrog tega. Tle vam imam še za povedati, res sem kar precej podkovan. Preizkus užitnosti hrane. Si rekel, kva pa zdaj ti govoriš? Ja, tudi to obstaja. Vozili se bom omenil, potem je samozadostnost. Kdor še ne ve, jaz se tudi z vrtičkarstvom ukvarjam, s permakulturo, če hočete. Imam vikend, ki je samozadosten, se pravi, ne splakujem vode, torej stranišča z vodo, ampak imam kompostni WC, se pravi, zastiram z žaganjem. Kdor še ne ve, v eno plastično posodo date plastično vrečo za smeti, recimo, date na dno tokle žaganja, greste na potrebo, se pač pokakate, urin gre dol, kakac ostane gor in ko vi to potem pač jasno rito brišete verjetno, kako naj se izrazim, pač tudi papir vržete noter in vse skupaj pokrijete z žaganjem, po možnosti kakšnim smrekovim, ker že tako po naravi lepo diši. To zastrete in kaj se zgodi? Ja, prav nič nobenih vonjav ni. A ne verjamete ali pa ne, če bi kdo si želel to pogledati ali pa kakorkoli, se lahko tudi najavi kdaj, pa pride to pogledati pa povohati, če kaj smrdi. Ene kapljice vode ne porabimo za splakovanje, niti deževance ne. A ne, zakaj? Zaradi tega, ker je to torej človeški odpad, ne, je čist
bom rekel, ne zdaj glih za najbolj apetitlih za na vrt, ampak če bi ga dali nekam na kup za 2 leti vaše pridelke, tako kompostirane kot take, se vsi patogeni v 2 letih generalno izničijo in imate to lahko komot za gnojenje ali pa dognojevanje nekega sadnega drevja ali pa kakšnih grmovnic ali pa kakšnih takih stvari, ki jih ne jeste, Ker meni osebno ni apetitlih, eni pa to dajo na vrt. Stvar okusa, 100 ljudi 100 čudi. Tako da teh idej je še pa še. Okrog streljanja ne bomo dosti kazali na videu, tudi orožja vam ne bom kazal, mislim, da ne, no. Ga imam kar precej sam na zalogi, ker sem tudi lovec in strasten strelec na glinaste golobe. Pa smo bili že enkrat kaznovani na YouTubeu, ko smo nekaj kazali, pa mi ni več to všeč, tako da tudi večini orožja ni všeč, tako da ne bomo to mešali zraven, kar tudi ni cilj. Je pa pametno, da tistega, ki to zanima, da gre mogoče v strelski klub v svoji okolici, si opiše in poskusi najprej streljati z zračno. V vsakem klubu imajo ponovadi tudi ognjeno orožje, kjer se pa potem s časoma pokaže, ali vas to zanima ali vas ne zanima. Če vas pa že v štartu zanima, pa toliko boljše. Meni osebno je streljanje pomagalo pri koncentraciji. Sem bil brez sicer diagnoze hiperaktiven otrok. Torej, skozi so bili ene težave z mano, disciplinske in tako naprej v osnovni šoli. Ampak uspeh je bil pa v redu, to pa ni nikoli pešalo, ampak hočem reči, jaz sem sebe s tem toliko, bom rekel, napilu, ker pa streljanju moraš biti, je samo en fokus, zadeti 10. Če ne vem, zakaj bi šel streljati 8 pa 6. Me je tebi vsakeč cilj zadeti 10, če si te prav strelca, pa mogoče, da greš že pred tekmovanjem si pogledati, kjer medalje boš dobil in tako naprej. To so že malo filozofije, ampak tako pač je. Jaz tako naredim. In ponovadi, če si nekaj zamislite, imate nek cilj, dajmo reči, ne veste, kako boste prišli do njega, ampak če pomislite malo za nazaj realno, avto sem si želel, no pa zdaj mogoče ga še nimate, ali pa eno stvar, ki zdaj imate, pa ste si to želeli, pa sploh niste vedeli, kako ste do nje prišli. No, to vam hočem sporočiti, da je treba si upati, malo naprej pogledati, za kakšen dan, 2, 3, kakšno potezo naprej, ker pri šahu, tudi čas zelo rad igram, by the way. Skratka, da ne bom zdaj odplaval v druge vode. Zagotovo vam bom povedal tudi kako preživimo na spletu. Tako da zagotovo bo še dosti zanimivih stvari. Tako da se naročite na naš YouTube kanal, pa se vidimo v naslednjem videu.